Glasba. Dobro večer in dobrodošli v oddaji Na zapisniku, poglobljeni intervjujski oddaji i24 News. Ker se Izrael približuje še enemu krogu volitev, bomo nekaj prihajajočih epizod posvetili domačim temam, ki so pogosto prezrte v hitro spreminjajočem se novičarskem ciklu in ne pridejo na naslovnice. Nocojšnja oddaja bo osredotočena na arabsko prebivalstvo v Izraelu, ki predstavlja več kot 20% izraelskega prebivalstva, vendar je zgodovinsko gledano do nedavnega zavračalo sodelovanje v vladni koaliciji. Globoko integrirani v izraelsko družbo, Arabci zasedajo ključne položaje v javnem in zasebnem sektorju, vključno s tem, da so postali hrbtenica zdravstvenega sistema države, kjer je 30% zaposlenih Arabcev. Kljub temu so številne njihove socialne težave, so izraelske vlade, tako desne kot leve, desetletja večinoma spregledovale. In tako se mi, ob prihajajočih volitvah in naraščajočem nasilju v arabskih skupnostih, da bi razčlenili trenutne izzive in priložnosti, s katerimi se danes soočata izraelsko prebivalstvo in arabska skupnost, pridružuje Reda Džaber. Džaber je pravni strokovnjak za arabsko družbo, javno pravo in delovanje organov pregona, ter je veliko časa preživel v odborih izraelskega kneseta kot močan zagovornik vprašanj povezanih z arabsko skupnostjo v Izraelu. Je nekdanji direktor Amana, Arabskega centra za varno družbo, ki zagovarja vladne in družbene politike za boj proti kriminalu v arabski skupnosti. Gospod Džaber, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Hvala, da ste me povabili. Hvala. Začel bi z naraščajočo epidemijo, kot ji pravijo, umorov in ubojev v arabski skupnosti. Po podatkih iniciative Abraham je bilo od začetka leta v incidentih povezanih s kriminalom in nasiljem ubitih 120 Arabcev. To je 20% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Na splošno gledano je razmerje med umori med Arabci v Izraelu v primerjavi z Judi 14:1. Kako to razlagate? Kaj se dogaja? No, to so objektivni razlogi. Arabska družba se je skozi leta spreminjala, družbeno, ekonomsko in politično. In te spremembe, govorite o številu ljudi v zdravstvu, veliko zdravnikov. Na akademskem področju smo uspešni. Število žensk v akademskem svetu, arabskih, palestinskih žensk v akademskem svetu je visoko. Višje kot je njihov delež v družbi. V redu, ta napredek ima tudi negativne posledice. In tu je srednji razred. V redu, vendar so drugi ljudje padli na dno naše družbe. Te negativne stvari, država Izrael kot politika, jih niso zanimale oziroma se niso ukvarjali s tem. Uspešni smo lahko kot oseba, kot posamezniki, ampak kot družba je vlaganje v našo družbo zelo nizko. Potem je rezultat te politike, da se ne ukvarjamo z negativnimi stvarmi v naši skupnosti. Na primer, in glavni primer je policijsko delo. V preteklosti nismo imeli potrebe po policiji v naši skupnosti. Prav? Smo majhne skupnosti, solidarnost v naši skupnosti je zelo visoka, vendar so te družbene spremembe spremenile resničnost. Zdaj, zadnjih 10-15 let potrebujemo policijo. In stalna odsotnost policije omogoča majhni skupini ljudi, da se ukvarja s kriminalom v naši skupnosti, uporablja nasilje v naši skupnosti za pridobivanje denarja, za droge in podobno. In države ni bilo. Policije ni bilo. In posledica tega soočanja z to realnostjo je, da se zdaj soočamo z ogromnim porastom kriminala v naših skupnostih. Želim dodati, da obstaja meja, ko ta vlada
Desničarska, ekstremistična vlada, ki jo zdaj vodi Ben Gvir, glede vprašanja kriminala. Gre za to, da je minister za javno varnost. Po tej vladi se je številka podvojila. Ja, zaradi te politike. To ni nekaj, kar bi bilo v naši skupnosti neizbežno. Govoriš o letih zanemarjanja, potem pa omenjaš določeno politiko te vlade, ki je povzročila porast kriminala. Katere so te politike, ki so povzročile porast kriminala, za katere tudi praviš, da so posledica? 15 let družbenih sprememb. Katere so te spremembe? Spremembe in državna politika, ki se ne ukvarja z našim družbenim problemom, z našimi družbenimi spremembami na vseh področjih. Zakaj se s tem ne ukvarja? To je vprašanje kriminala, to je vprašanje državljanstva. Ko si del države v zelo globokem smislu, kot državljan, potem bo država namenila sredstva za urejanje vprašanj tvojega vsakdanjega življenja. Prav? Pri zemljiških vprašanjih, pri infrastrukturi, pri izobraževanju, pri delu z mladimi in reševanju njihovih težav ter problemov zaposlovanja. Prav. Ko je država ves čas prisotna v tvojem življenju, lahko opazi negativne stvari in jih lahko reši. Prav? Leta in leta se država v okviru svoje politike za to ni zanimala. Prav? Ampak kot sem rekel, kot posamezniki lahko uspemo v akademskem svetu, na področju medicine, na drugih področjih. Prav? Ampak kot skupnost je vlaganje v našo skupnost zelo nizko. In to že leta. Torej, to je neuspeh od zgoraj navzdol. Ampak od zgoraj navzdol. Ampak ali obstaja tudi neuspeh od spodaj navzgor? Mislim, kakšno odgovornost imajo arabski voditelji, voditelji skupnosti, politični voditelji? Ali nosijo kakršnokoli odgovornost za trenutno stanje arabske družbe v Izraelu? Ampak to je zdaj moja analiza, da verjamemo v naše državljanstvo. V redu, Palestinci v Izraelu verjamejo, da jim to državljanstvo nekaj pomeni. Prav? Potem ves čas porabimo veliko več časa in truda, da prosimo državo, naj nekaj naredi glede naših vprašanj. Prav? In včasih, zame pa ves čas, pozabimo stvari reševati sami. Da rešimo svoj problem, prav? Ne pa čakati, da država nekaj naredi. Kaj je torej v rokah voditeljev? Veliko stvari. Naprimer, problem mladih. Ne potrebujem ministrstva za izobraževanje, da bi se ukvarjalo s tem. Potrebujem ministra za izobraževanje, vendar ne potrebujem tega ministrstva za izobraževanje ves čas. Imam moč, notranjo moč v naši skupnosti. Oni se lahko ukvarjajo z nekaterimi od teh vprašanj. In tega nismo storili, nismo naredili. Naprimer, v našem javnem prostoru. Prav? Veliko lahko naredimo sami, ne da bi čakali na Ben Gvirja in druga ministrstva, da nekaj storijo v naši skupnosti. Ponovno gradimo naše skupnosti in krepimo sposobnost naših ljudi, da se soočijo z našim problemom, ne da bi čakali na druge. To je zame glavna stvar tukaj, ki jo lahko storimo, pa je nismo. Zato se želim vrniti k naraščajočemu nasilju, ker ste govorili o javnem prostoru. Večina umorov se zgodi v javnem prostoru. In 75% umorov v arabski skupnosti je storjenih s strelnim orožjem, z orožjem, ki je večinoma nezakonito. Zdaj, slišal sem trditev, da je težava preprosto v lahkem dostopu do orožja. In če bi orožje odvzeli, če bi policija prišla in pobrala vsa orožja, umorov ne bi bilo. Se strinjate s tem? To je zelo ključen vidik, da lahko naša mladina
Z lahkoto pride do tega orožja. To je glavni problem, zaradi katerega je umor zelo lahko storiti. Ker v preteklosti, v naši skupnosti, ko je prišlo do spora med dvema stranema, je bilo največ, da je kdo koga zabodel ali metal kamenje. Prav? Toda, ko pride v igro dejavnik, da imaš orožje, to spremeni resničnost. Zdaj tega ne zanikamo. Policija kot civilni organ to rešuje z uporabo tehnologije Shin Beta in drugega organa v varnostnem sektorju. Ampak da prestopijo mejo med tem, ko mene, Arabca, vidijo kot varnostno grožnjo in se s tem soočajo kot z mentaliteto države in te vlade, zdaj pa še desničarske vlade, zdaj lahko prestopimo mejo in morda škodujemo našemu državljanstvu in naši skupnosti. Zdaj se ukvarjamo s kaznivimi dejanji, ampak v prihodnosti bo to prestopanje meje škodovalo našim državljanom. Zdaj na kratko. Ali obstaja skrb, da bodo ta orožja prišla v roke dejanskim terorističnim organizacijam, ki ogrožajo varnost Izraela? Mislim, da ne. In tukaj desnica v Izraelu, da izkorišča bolečo situacijo v naši skupnosti. Želimo, da država zbere vse orožje v naši skupnosti. To velja za vse politične stranke v naši skupnosti, za vse skupnosti. Vsi želijo, da država zbere to orožje. In ne mislimo, da bo to orožje ogrožalo judovsko skupnost. Toda nekateri javni osebnosti v Izraelu, Ben Gvir in drugi, ves čas želijo judovsko stran strašiti z Arabci, s tem, da nekaj uporabijo v njihovo podobo. Predstavljajte si, da ti kriminalci morda prestopijo mejo in postanejo varnostna grožnja. Ne želijo rešiti problema. Želijo izkoristiti ta problem za politične koristi. In to si ves čas želimo za naše judovske prijatelje. In pri tem sodelujemo. Sodelovati moramo na civilni ravni. Ne smemo razmišljati o tem, da bi prestopili mejo med varnostjo in civilnim življenjem. Torej, način za rešitev tega bi bil v bistvu zamenjati vlado. In način za to so volitve. In to me pripelje do naslednjega glavnega vprašanja, o katerem želim, da razpravljamo. In to je zgodovinska vloga. Ali pa zavrnitev arabskih strank, da bi sodelovale v vladajoči koaliciji, z izjemo Združene arabske liste, RAM, ki se je leta 2021 odločila sodelovati z Bennetom in Lapidom. O tem bomo govorili. Ampak zakaj ne sodelovati v politični igri, torej se pridružiti koaliciji? Mislim, večna opozicija ne služi javnosti tako dobro, kot bi lahko. Rad bi popravil to predpostavko. Ja. Da Arabci začnejo sprejemati sodelovanje v koalicijah v izraelski vladi. Zavrnitev prihaja s strani cionističnih strank v Izraelu. Takrat in tudi zdaj večina cionističnih strank meni, da čas še ni primeren. Da bodo Arabci posegli v ključno enačbo v Izraelu, varnost in bistvo države Izrael kot judovske države. Zato nočejo vključiti arabske stranke v svojo koalicijo. Toda leta 1992, medtem ko je bil Rabin
Ko je oblikoval svojo koalicijo, sta dve arabski stranki podprli rabina s tem, da sta glasovali v prid njegovi vladi. Priporočili so ga predsedniku, vendar niso aktivno sodelovali v koaliciji. Da, vendar to podpirajo. Toda vprašanje. V tistem času je bil mirovni proces. Potem Arabci v Izraelu želijo Prispevati k mirovnemu procesu. In poskušam odgovoriti na vaše vprašanje, zakaj palestinska arabska stran zdaj ne želi vstopiti v koalicijo. ker se vlada ves čas ukvarja z okupacijo, z okupiranimi ozemlji, dogajajo se vojaške akcije, izvajajo se ukrepi proti Palestincem, našim ljudem. Prav, ko vstopite v vlado, boste kot kolektiv odgovorni za to. Politiko na Zahodnem bregu in na to v Gazi. Ampak dovolite, da vztrajam pri tem. Vprašanje tukaj ni nekaj, kar pripada samo nam, Palestincem tukaj v Izraelu. Vprašanje je še večje. In potem, ko vstopiš v koalicijo, je tvoja odgovornost za to, kar se zgodi tvojim ljudem na Zahodnem bregu in v Gazi, zelo velika. Torej, ko se je Mansur Abbas leta 2021 dejansko pridružil koaliciji in je ni več podpiral od zunaj, praviš, da je do večje spremembe v pogledu prišlo pri Bennetu in Lapidu, ne pa pri Mansurju Abbasu. Kar se tiče arabske populacije, si imel arabsko stranko v koaliciji in svet se ni podaril. To je trenutek, ko je Lapid podpisal pristop v koaliciji. Mislim, da je to zgodovinski trenutek v političnih analih Izraela. Ampak praviš, da je za povprečnega izraelskega arabca, ki se morda celo identificira kot palestinski Izraelec, to nemogoča situacija. Ampak spet, za arabske Izraelce se ni zgodilo nič katastrofalnega. In nekateri bi lahko rekli, da je imeti osebnost, kot je Mansur Abbas, v koaliciji izboljšalo njihova življenja ali pa normaliziralo sodelovanje Arabcev v politični igri v Izraelu. In ko zdaj Naftali Bennett pravi, da v koaliciji ne bo arabskih strank in vse cionistične stranke pravijo, da bodo v koaliciji samo cionistične stranke, ali to pomeni, da je ta eksperiment propadel? Ne, mislim, da je to propadlo, vendar je arabska skupnost zdaj glede tega vprašanja razdeljena. In veliko arabskih Palestincev tukaj v Izraelu meni, da je zdaj čas, da se znebijo te specifične vlade. Potem je vstop v koalicijo naša pot, ne le za izboljšanje našega položaja, za soočanje s kriminalom in drugimi vprašanji, ampak tudi za končati to obdobje, ko desnica, skrajna desnica, oblikuje koalicijo. In na drugi strani se še vedno veliko Palestincev v Izraelu spominja, kaj se je zgodilo v Gazi, kaj se zdaj dogaja na Zahodnem bregu in kaj naseljenci zdaj počnejo na Zahodnem bregu. In potem ni lahko biti del koalicije. V redu, v obljubi, kdo bo oblikoval to novo koalicijo, da je iz desnega krila in da tega ne bo vodil na enak način, ampak bo nadaljeval okupacijo. Poglejte. Ja, zdaj sem postavil obe strani in razdelil javno mnenje v naši skupnosti. Ampak zame mislim, da zdaj lahko podpiramo tako, kot smo leta 1992, prav? Ne, da bi bili del odgovornosti v vladi, ampak podpiramo kakršnokoli politično spremembo v Izraelu. Ker če zdaj stranke
Opozicija v Izraelu oblikuje koalicijo, je to zato. Za nas kot Palestince ni nobene politične alternative. Politična alternativa je vrnitev desnice na oblast. Torej, zdaj v tem trenutku politične situacije nimamo nobene druge izbire, kot da podpiramo ta del političnih strank v Izraelu. Torej pravite, da je za vas idealna rešitev vrnitev k modelu iz leta 1992, ko je Rabin imel podporo od zunaj, namesto modela Mansur Abbas, Naftali Bennett, Jair Lapid, kjer se poskuša vplivati od znotraj. Ena stvar je zelo pomembna in globoka. Nočem, da bi Arabci, da bi oni posegali v spore na judovski strani. Prav? Včasih se mora judovska stran sama odločiti, na kateri strani so. Ali želijo mir ali vojno? Ali želijo liberalno demokracijo ali diktaturo. Prav? To je vprašanje v javnosti, v judovski javnosti, ne v arabski javnosti. Toda, ko gre za nekaj, kar zadeva naše pravice, bomo branili svoje pravice. Ker če se na tak način vmešavamo v izraelsko-cionistično-judovsko politiko, potem morda, Jani, spravljamo sebe v nevarnost. Ker je desnica zdaj zelo militantno in zelo nasilno in naj bi bilo v prihodnosti še bolj nasilno. Mislim, da bo tudi arabsko prebivalstvo moralo sprejeti težko odločitev glede določenih vprašanj. Ampak moramo nadaljevati z zadnjim delom oddaje. To je hitri segment. Pokazal vam bom 3 slike. In poveste mi prvo stvar, ki vam pride na misel. Torej, to je predsednik vlade Benjamin Netanjahu med volilno kampanjo leta 2021, ko se je srečal z beduinskimi voditelji v Negevu. Abu Jair, tako se je imenoval. Abu Jasser. Plast. V redu, to je zelo močna beseda. Pojdimo naprej k naslednji sliki. To so skupne arabske liste v sedežu stranke v Šfaramu leta 2020, potem ko so dosegle rekordnih 15 sedežev v Knesetu. Odločili so se ostati zunaj koalicije. To je zelo pomemben trenutek v našem političnem življenju. Ampak vseeno, tam se je nekaj zgodilo in zamudili so zgodovinski trenutek, da bi spremenili našo realnost. V redu. In zadnja slika, ta je iz januarja letos. To so voditelji 4 glavnih arabskih strank v Sakninu, ki podpisujejo dogovor o sodelovanju za ponovno vzpostavitev skupne liste. Skupna lista še ni bila ponovno vzpostavljena. Mislim, da ta slika predstavlja upanje, ker je bila posneta po demonstraciji v Sakninu. In težava je bil kaznivo dejanje tam v Sakninu. In potem je javnost pod pritiskom javnosti želela zagotoviti, da bodo šli proti enotnosti. In to je zahteva ljudi, da pokažejo. Da ali ne? Bo na prihajajočih volitvah skupna lista? Da ali ne? To je vse, za kar imamo čas. Imam dvome glede tega. V redu. Tukaj bomo morali zaključiti. Še enkrat se vam zahvaljujem, Reda Džaber, za vaš čas in da ste se nam pridružili nocoj. Hvala, da ste me povabili. Hvala. Pridružite se nam ponovno naslednji teden tukaj v oddaji na Zapisniku. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTubu in Spotifyju. Hvala, ker ste nas gledali.